Dobro jutro. Pozdrav soncu? Ne še, je še prezgodaj. Pride sonček malo kasneje. Se vam pa javljam, javljam se, pokorno se javljam. Nič se ne javljam, naredil sem posnetek, sem se odločil, nič se nisem odločil, tako je, prezgodaj je, da bi šel ven, ne. Sem rekel, bo pa noter eden, evo. In ta video je pa iz moje nove hiške, ne. Moja nova hiška je v naravi, kakor vidite tle zadaj, sem drevje, v šipi vidite pa cel drugega monitorja, ki sem ga končno pripopal. Da bom lahko jaz ustvarjal stvari, ki si jih želim, pa mislim, da jih Slovenija krvavo rabi. Krvavo rabi, kako se grdo sliši, ja, krvavo. Jaz upam, da slišite tudi kaj muzike. Dovoljene so sanje, nam je rekel enkrat tudi stric, majhen, tak podlasičar, ne? Ta je tudi nam ga nakuhal Boga, Isusa. Ja, kaj sem hotel reči? Hotel sem reči, da se moramo vsi spojiti z naravo. Spojiti z naravo na tak način, maričkam, bože, kako meni, jaz tako bi vam rad dal muziko. Sanje še živijo. Kar dajte si tako mat. Moja dežela. Ma kaj je moja dežela? Slovenija? Ne. Kar cela zemlja. Cela zemlja. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Ne reptili, mi smo njeni ljudje. Reptili so vzeli nam našo krasno deželo. Naš raj na zemlji. Zemljo kot raj. In zdaj, sami reptili niso vodili te zemlje, ampak direktno na nas so vplivali pa Anunnaki. In niso zdaj to več nobene tajne teorije zarote, ne vem kakšne blesarije, kakor so jih znali, ali pa, ja, so jih znali nekateri predstaviti, da je vse teorija zarote, Turšič ne bodi tak, pa kaj ti zdaj bereš, ti si za umobolnico. Ja, res je, take, ki sem jaz, so spravili ali v zapor, ali pa v umobolnico. To je bila modernejša oblika križanja oziroma žganja na garmadi. Ja? In ko si ti enkrat prišel v umobolnico, to je psihiatrija. Psihiatrija, ja, kjer so delali take stvari, ki si jih normalni umi ne morejo predstavljati. Kakšne grozote vam lahko predstavijo ljudje, ki so tam preživeli dan, dva, teden ali dva, ali pa mesece. Sam sem rešilca vozil, pa sem tudi te ljudi prevažal sem in ke. Meni se je marsikdo od njih zdel čist normalen. Pa je sistemsko bil nesprejemljiv, to pa ja. In sistemsko sem bil nesprejemljiv tudi jaz in sem še zdaj. Ampak nič hudega, sistem očitno ne funkcionira, sicer bi tudi jaz bil v umobolnici, a je tako? Si pa marsikdo želi, da bi me videl zaprtega tukaj ali v takšni ali drugačni ustanovi. Ja, saj jaz to vse razumem, ampak ker nobenemu ne škodujem, ne more to zdaj tako kar iti, da je tik-tak, ne. Pač nisem, ne delam škode, ampak kreiram stvari, narcisi pa so kontra, narcisi pa delajo škodo in podirajo, razdirajo in prevračajo in uničujejo in naredijo na pol oziroma naredijo delo tako, da ga moš pol narediti še enkrat, za njim še malo več. Ne? To je ena izmed stvari, ki meni dvigne dekel. Evo, in zdaj, kaj je tisto, kar dvigne dekel? Kaj zdaj s tem narediti? Ko ti nekaj dvigne dekel, takrat bi se mogel človek vprašati, pa zakaj sem zdaj jaz nanervan? A veš, zakaj si nanervan? Ti jaz povem, ali pa nanervana. Ti jaz povem, zakaj. Zaradi tega, ker opravljaš nalogo, ki jo sicer, če bi ti organiziral, ne bi opravljal. Zato, ker si v bližini nekoga, ki ne vibrira s tabo in te naredi nervoznega. Razlagaš nekomu nekaj, pa se zgodi, da bi tej šalci razlagal, pa se mi zdi, da šalca vsaj reagira. Zakaj tumelj narcisov, to sem, da bi jo gleda. Ali pa ti vrne nazaj,
tako idiotski odgovor, oziroma ponovno vprašanje, ne, ali pa samo hvalo, da si rečeš pa dejno, kako je to naporno. Jaz sem pri sebi opazil, da kadar me nekdo dvigne iz mojega ravnovesja, imam opravka z narcističnim delovanjem. Ja, imam, zaradi tega, ker normalni ljudje se poklopimo brez vsakih, brez težav, no, ne rabiš nekih pravil postavljati, ne rabiš človeku reči, samo malo, ne mi skakati v besedo, ali pa, veš kaj, se probi navaditi, da počakaš, da jaz stavek dokončam, pa ti skočiš noter. Narcisti bo zmeraj rekel, pa kaj, zdaj ne smem pa nič povedati. In seveda želim, da se pogovarjava, ne, da so monologi moji ali tvoji, želim, da si skačeva v besedo. Ampak to narcisom moraš kar razlagati, ni moraš razlagati 10 božjih zapovedi, ni moraš razlagati bonton. Ej, ljudje nismo rabili ne božjih zapovedi, ne bontona. Ja? Zaradi tega, ker so stvari enostavno organske, noter, čutiš jih in prav so. In ti, ki čutimo, nas je samo 1 milijon na tej zemljici in smo dobri ljudje. Ja? Pripraviti se bomo mogli na en velik manko v tej družbi. Ta družba bo ostala brez precej ljudi, klonov, brez narcisov, klonov, poškodovancev, uničenih duš, ki se bodo mogle iti čez še eno proceduro, če bodo šle. Zdaj ne vem, kako so cepiva in poškodovali celo ta dušni del. Govori se, da pač so ta cepiva narejena tako, da dušo odlepijo od telesa in da duša se kao ne bi več vrnila. Zdaj, jaz malo to ne verjamem, ampak ajde, tudi to je mogoče. Ampak jaz bi raje rekel, da se bodo reinkarnirali, se pravi, bo izobraževalni proces od začetka. Ne? Se pravi, nekateri se bomo zbudili živi, nekateri se bodo umrli, pa se bodo vrnili nazaj in z nami živeli od začetka. Ne? Pač tako, kot do zdaj, pač milijone let že. Pač rikneš, kratka je pota, ne? In se rodiš, živiš, umreš in od začetka, kot pisalni stroj, veš. Ampak kljub vsemu, Anunnaki se predajajo, oziroma končujejo zgodbo, predajajo, popušili so, no, po domače, ne morejo več in tudi narcisi z njimi, ki so pomočniki, ne morejo več. Tudi sistem, v katerem sem rekel že kdaj, dajte ga zapustiti, izpljunite ga ven iz sistema, bež, če vojdaš, bež v naravo, zgin iz sistema, ker sistem ni narejen zate, ampak je narejen na način, da je proti tebi in te toliko časa odmika, disharmonira tvoj notranji balans, da ti uboliš tam noter, ti tam znoriš in nisi tam ti zdaj. Vrniti se nazaj k sebi, ne moreš se, v mestu se ne moreš. Če me nekdo kaj vpraša, ne, pa tudi brez muske se ne da iti nazaj v svoj balans. Home, nothing like home. Domov. Ampak domov je tudi doma v naravi. Zdaj, lahko so hribi, lahko je morje, lahko je ob reki, lahko je na jezeru, lahko je ne vem kje, lahko je v puščavi. Ampak to je narava in mi smo narava. Ne tega pozabljati, dajte si tu zapičati v betinco. In pri meni so šle stvari v zadnjih recimo 4 mesecih, kar smo skupaj vizualno, sem v 4 mesecih prespal zunaj noči. Naredil kosil ali pa nekih obrokov od zunaj, ful. Jaz na školjki sem mesec dni presedel manj, kakor v naravi. Torej tudi prebavni trakt, končni del poteka tako, kot je naravno. Tudi hodil sem precej, kar je naravno.
skiro ni naraven, motor ni naraven, avto ni naraven, avion ni naraven. Hoja je nam naravna, zato pa je tolikokrat omenjeno popotnik. Mi smo popotniki, saj hodimo po potki, mar ne? In imamo vsak svojo pot. In potujemo in ni važen cilj, kaj boš ti velik, kaj boš Matej, kaj boš velik. Da bi takrat mi na kraj pameti pošlo, živel boš v hobit hiški na obali in boš snemal video posnetke in popravljal vrtičke, malo vodovod, malo štrom, malo boš kaj napisal, malo boš kaj strobazlačil ljudem, kakšno južno boš skuhal tlele ljudem. Jaz bi rekel, stari moj, pa to je to. Bija, sam je sistem rekel, moraš se odločiti za eno stvar, Matej, ne moraš jih 10, a veš, ne moraš biti štromar, električar, vrtnar, pa še kuhar, pa še... A ja, ozka specializacija, napaka. Točno ozka specializacija je naredila, da človek ni široko gledan, ampak je ozko gledan. Jaz bom tako madal naprej, ker se mi zdi mičken, mene bo motil, pa ne, da je napačen. Je čisto prav. In mi smo bili ozko usmerjeni čist preveč časa. Kaj boš? Boš pek. Ok, torej boš sam pekel. Ne bom sam pekel, bom tudi ljubil. Ja, tudi ljubil, ja, no, vse to normalno. Ja, ampak nimamo izobraževalne ustanove za ljubljanje, a? Ali jo imamo? Ne, to se ne rabiš izobraževati. To veš, ljubezen je, ker se imata dva rada, pol so pa otroci. To je ljubezen. Boga milega, a tako da je? Ne, ni. Ko te udari ljubezen, nič te ne udari tako, kot te udari ljubezen, ker je ljubezen bolezen. Je še celo plestenjak, ne, čeprav plestenjak nekaj, jaz ga ne obrajtam. Sem rekel, da ne bom z imeni in tudi tle bom direkt nehal tak, ampak nič te ne udari tako, kot te udari ljubezen. In ljubezen je milost, nežnost, ki želim, da jo začutite vsi. Jaz bi vam jo dal od tle, sam ne gre. Zbuditi jo morate sami, poiskati jo morate sami, vse. Ljubezen je predaja, dajmo za začetek naravi. Ja? Narava vrača. Tako, ko vrača komunikacija človek do človeka, komunicira tudi narava do nas in mi do nje. A ne? In treba je pa to komunikacijo pa prepoznati oziroma zaupati, da se pogovarjaš z nekom modrim. Ne? Narava ni embutl, narava ni narcis, narava ni idiot. Narava je najmodrejša stvar, mislim, če vsi vzamemo zdaj to ploščo ali pa kuglo ali pa kar čte, to, kar srečate na tem kvadratnem kilometru, kjer se nahajate, če greste na sprehod recimo, tam je vse popoln kaos, ni kaos, to je popolnost. Nekaj umira, nekaj se rojeva, nekaj cveti, nekaj zori, nekdo nekaj je, nekdo se je rodil, nekdo je glihkar umrl. In narava se vrti v ciklih in sem omenil, vse v naravi stremi k vrtenju. In tudi mi se nekako vrtimo v dušnem svetu po nekih spiralah, kjer pridemo do točke, kjer moramo, kot luč mi je crknila, ti moraš misliti. A veš, to živeti na akumulatorje, to je noro. Po mojem bo mogel še monitor tale ugasniti. Nekaj sem narobe zvezal in mi ne štimajo stvari. Sam bom popravil, ni problema, bom jaz pogledal how to work with, že piska mašine. Pa se malo zatemni, pa se je glihko v redu, ne? Če se vrnem k spiralam, vse v življenju se nam, mi moramo doseči, mi imamo lekcije, s tem, da v šoli imamo najprej izobraževanje, potem pa izpit. V naravi je pa drugače, mislim v življenju. Je pa najprej klofuta, izpit, potem pa izobraževanje. Kako to zgleda? Najprej dobiš po klamfi, potem se pa učiš, zakaj si jo dobil po klamfi. In pol je ponovno test,
A si ti kaj pogruntal, zakaj si dobil po klamfi? Nisi. Dup, še malo bolj. Au! In zdaj ti spet študiraš, zakaj si dobil po klamfi še bolj. In pol pride še ponovni test v življenju, še enkrat, si se pogruntal, a si pogruntal, zakaj si dobil po klamfi? Tarsk, au! In ti noč, kaj zdaj? In ti rataš nervozen, če se ne znaš zmeditirati, pa da rečeš, zgleda, da sem jo dobil po klamfi zaradi tega, ker sem prehiter v življenju, ali pa gremo v napačno smer, ali pa tale partner ni zame, ali pa tale služba ni prava stvar. Ne, jaz bi mogel iti v naravo in tarsk še enkrat dobiš po Betini in rečeš, jebem ti, še res bi mogel iti v naravo. Prav res, a veš, da zgleda, da bi pa jaz res mogel iti v naravo. Tam! In se rečeš, pa dobro, pa kaj? Pa jaz grem v naravo. In pol klofute nehajo padati. To sem dal en tak primer. V življenju je tako, vi se vračate, dokler naloge ne opravite, jih dobite po bučki. In zdaj je tle ful pomembno, če si ti optimističen, pol si našponen, imaš nek, bom rekel, ta pozitiven pogled, da se bodo stvari rešile. In vedno se, zaradi tega, ker na koncu bo vse dobro. Če še ni dobro, potem še ni konec. Ali kaj? Če si pa negativen, v smislu misli, da rečeš, kaj ti brez veze, pa se ti ne morejo lepe stvari zgoditi, ne? Pa da se vrnem nazaj k lekcijam. Mi moramo lekcije sprejeti, ozavestiti in se z njih nekaj naučiti. Človeštvo ni bilo nikoli na taki točki, kjer je zdaj. Zdaj, ste rekli, zdaj je mogoče lažje biti pameten, kot pred leti. Res je, nismo vedeli, da smo v taki banani živeli, taki prevari težki. Vendar tisti modreci, ki so se prešpricali, zame je modrec Bob Marley, zame je modrec Freddie Mercury, George Orwell, Charlie Chaplin, ima njih Caro Emerald, spada v to kategorijo, ima jih pri nas kar nekaj. Vsi so govorili o istem. Poslušaj sebe, pojdi v sebe, deluj iz svojega miru. Smo na eni zemljici, smo zemlja. Ne poznate vetra z juga, ker nekaj dobiš instinkt. Njega je treba poslušati. In vse premalo ljudje poslušamo, smo poslušali sebe. Okrog tega, kdaj jesti, kaj jesti, kdaj spati, kje spati, kako hoditi, bos, obut, oblečen, slečen. Sončna očala so nam narekovali, šampone te boljše, ki so bolj proti ne vem čemu. Vendar vsak izmed teh segmentov je bil točno disconnect, se pravi odklop od samega sebe, se pravi od narave. Značilnosti imamo svoje, pravimo, da to je naša narav. Tako ima narava svoje naravne zakonitosti. Dež pada dol, razen če piha veter, piha po stran, dež nikoli ne pada gor. Mislim, pada ja, izparevajo, manjše kapljice grejo pa bolj gor. Baje izparevajo, ne. Ali se zdaj planet neki, ki se greva, ali ne. Da niso zunaj. Jaz imam tako rad jutra. Najlepša jutra so, veste kdaj? Zjutraj. Pred sončnim vzhodom je the best vstajati. Sončni cikel je tudi tisti, ki ga moramo poslušati. Ne, da ne morem jaz spati. Ja, z veseljem spim. Ampak zjutraj se zbudim s tako polno glavo, s tako polne neke, se mogoče noro sliši, modrosti. Vsega imam v glavi, polno Betino. In se mi zdi, čim prej moram posneti, dokler sem posnet. Pa napisati, jaz precej stvari zabeležim. Čeprav zadnje dni, ko sem se preselil, res malo imam gužvico.
na vseh področjih prioriteta pravi, najprej naredi rastlinjak, posej solatko in zimske stvari, ki bodo potem rastle, pa bom pa jaz tle že spucal počas. Ampak imam priklopljene kompjuterje, baterija me malo heca, nisem še toliko vešč. Moram pogledati malo na YouTubeu, malo se s kom kaj pokomunicirati, kako pa kaj, ampak super, the best, imamo vse je, nič ne fali, nobenemu. So pa stvari zelo enostavne. Celo s Tesla se lahko peleš, če si takole. Nas se moram pretransformirati v celino in grem s prevozi nazaj in grem s Teslo, a veš. Če bi mi avto delal, pa bi se pelal z dizlom, tako se bom pa s Teslo. Kar v redu, ne, a ni? Meni se zdi okej. Vse sort se da doživeti, no, mislim, Tesla ni prav, ne. To na baterije ne gre, kobalt in litij in ne vem kaj še vse, joj. Kaj vam še povem? Da stisnem pauzo, pa grem na sončni vzhod, a? Vam pokažem, kako še sončni vzhod izgleda. Lahko. Upam, da pijete vodo, ker če jo ne, se ne morete spucati. Upam, da se tuširate z vodo dosti pogosto, ali pa da plavate, to je še boljša. Mislim, se tuširana voda, mislim, voda izpod tuša, pa iz pipe je res najbolj za nič, ne. Boljše umazano morje. Tle v Izoli, recimo, ki je mi osebno najbolj simpatična, najbližje. Je precej umazana, te trave plavajo, pa neke alge se lupijo. Mislim, vse to je narava spet, ne. Mislim, ne bi se te alge toliko lupile, pa ne bi bilo toliko trave, če ne bi mi toliko posvinjali. Mislim, mi ne. Jaz tukaj nisem še nikoli bil tako osveščen, kot sem tle. Kompostni WC imamo, no. Mi ta kakac ne zmešamo z oljem iz ponvice, ki peremo posodo, pa s praškom iz pralnega stroja, pa pol to pošljemo v čistilno napravo, ki naj bi znala ločiti olje od dreka in iz tega narediti, kaj že, neko blato. A se kdo ki vpraša, kam to blato potem gre, to suho blato? Ne vem, moje blato gre v vrečko, posujem ga zemljo, da ne smrdi, in pa pride črvički in že to vse poštimajo. In malo mi to stresamo pod eno drevo, ne, tam, po kateremu sicer ne boš glih zdaj hodil, in damo seno čez, ja. In pronica, hrana, se pa jemo precej čisto zdravo, kakor se da neoporečno hrano. In naši kakci niso nič slabši, kakor so konjski kakci ali pa kakci od krave. Ampak tisto je v redu, če damo pod krompir, našega pa naj ne bi dali. Ne, okej, se jaz ga tudi imam še predsodek, ne bi glih zelenjave na svojem kakcu vzgajal. Ampak kakšno okrasno bučo pa komoto, zakaj pa ne? Se ne boš požrl, pa kaj. Pa se roža lahko tudi cveti, tako da jaz razmišljam, da bom šel še korak naprej, da bom te stvari kompostiral na tak način, kot se kompostira konjski gnoj, ne. Tudi konjski gnoj ne moreš direkt izpod konja direkt dati v paradajza, ker ni v redu, ne. Razmišljam pa, da bi človeške kakce tudi tako probal. Leto, dve, pa da vidimo, kaj pol iz tega rata, pa rododendrone gora, veš. Hočem reči, kakšen impact, sem rekel, pustite pečat. Pečat pomeni nekaj za sabo pustiti. Kaj? Drek plus olje plus detergent plus Mr. Musculo? A to je pečat, ki ga puščate za sabo? Dajte se zamisliti. Moj izhod iz telesa gre nazaj v naravo in narava ga dobi takega, kot sem dal. Nisem ga zdaj v epruvetki zmešal še s temi stvarmi, ki sem prej naštel, ne. In to je precej, mogoče pa ne bo kakec naslov videa, evo, mogoče pa dajmo priti do sem. A veste, kar tabu tema je, drek, ne bomo se o dreku pogovarjali, pač srat greš pa je, ne. Namenoma sem tako rekel. Niso stvari tako zelo simpel, malo razmislite o tej potki naprej, kjer se ta kakec pa papir nikoli ne sortirata stran od Mr. Musculota.
tukaj imamo tudi čistila, imamo samo kis, vodo pa biodetergente, ampak biodetergentov zelo malo porabljamo. Tudi maščob že v štartu rabimo zelo malo. Kar pa je maščob iz kuhinje, jih pa s servetom obrišemo in damo tudi tam, kjer bomo zažgali. Mislim, vse, kar gori, je za nas odpadek, ki gre na ogenj. Vse, kar gnije, je za nas odpadek, ki se mu reče kompost, brez maščob seveda, pa brez citrusov, pa brez banan. In potem imamo odpadek še steklo, ki gre med steklo, se pravi spet neka reciklaža, in plastika, pa aluminij, pa polivinil. No, mislim, to je v bistvu edini odpadek, ki ga je treba vrniti nazaj v sistem, ker je iz sistema prišel. Načeloma je tega odpadka precej malo, zato ker ne koristimo dosti kupljenih stvari, a ne. Če pa že, kupljene so pa na način, da so pri kmetu, ne, je gajbica, ki jo bo kmet nazaj rabil, ne. Tako da ful stvari se da zoptimizirati, če človek malo na to pomisli, a ne. Zdaj iz Hoferja težko prineseš nekaj, kar, oprosti, ne bom imen, nasploh iz trgovin, težko prineseš nekaj, kar ni v teh nekih polivinilih in v piksnah in v škatlicah plastičnih in nekaj, in sploh. Mi tle ful funkcioniramo s kozarci, kozarce uporabljamo in za vlagati in tako, pa za prenašati stvari. Se opravičujem, tle unela se mi je brbončica na jeziku in se, ko se dotaknem spredi zoba, me direkt zaboli, tako da, sorry, če sem malo zafaclačil. Kavo sem si skuhal, namesto divke. Super je. Pa ker imamo varčevalne ukrepe z vodo, pač paziš na vodo, moramo ipak pripeljati. Ful pazimo na vsak liter, kam ta voda gre. Sem pogrunil, da je kavo ful boljš skuhati, tako da nasuješ kavo noter v šalčko, pa potem sem zvrelo vodo zaliješ, pa imaš to džezo čisto, zdaj imaš samo eno stvar od kave, če ne imaš pa dve kave, ali pa divke, no, sem šmorn, pa divko, večji del divko pijem. Zdaj sem si kavo pritisnil, sem se rekel, ajde, zato, ker sem pred jutranjim vzhodom, veš, pa si daš malo en. Sej lahko malo, ne. Imejte čista telesa, čiste ume, čiste namene. Umazani nameni ne bodo rešili človeštva. Človeštvo gre v eno veliko proceduro, za modreci. Slej ko prej srečal se boš samim sabo. Slej ko prej se bomo razsvetlili vsi. Razsvetljenje ni nekaj, kar pride kot klofuta. Razsvetljenje je nekaj, kar je rezultat postopka, procedure, učenja. Od naučevanja, predvsem ta segment bo bolj pomemben. Ne da se zgoditi tega čez noč. Jaz se več kot 25 let tipam ta dušni del, kaj za vraga je tle noter, kaj za vraga, kaj božjega je tukaj noter in kaj je tisto, zakaj se ne morem spojiti s to družbo, da bi rekel, wow, smo kot eno. Daleč od tega, v bistvu sem črna ovca. Da zakaj pa zdaj se on odločil piskati? Nekaj mu ne valja, sama. To so te baterije, ki sem rekel, razsmernik. Pa sploh ne vem, kam je priklopil. Kar nič, on kar joka, kar brez veze. Nekaj mu ni. Bom že. Čaka nas, jaz sem več kot, se pravim, 25 let, pa več. Vam, hvala Bogu, ne bo treba 25 let se iti. Lahko se začnete takoj. Takoj se lahko začnete prepuščati samemu sebi, naravi, zastopati, da sistem ni delal za vas, ampak proti vam. Vpliv energij, ki so prisotne, je ful velik. Ful. Zaradi tega boste ful hitrejši
prišli čez stvari. In zaradi tega hitrejšega vpliva stvari, ki se dogajajo na vas, na nas, to občutite kot simptome vnebovzetja, razsvetljenja. Zdaj je Turšič, to je bedarija, nehi. Ne, ni, ne. Zmedeni ste. Bolečine, ki jih ne poznate. Bolečine. Niso to bolečine, da rečeš, ne morem, ampak ne znajo, kaj ne zdaj s tem naredim, ne, zdaj. Kdor zaupa sebi, naravi in univerzumu, trust the plan, je rekel Trump, pol piješ vodo in počivaš, je dovolj. Telo ima vse regenerativne procese in postopke znotraj sebe, integrirane v sebe. In telo ne potrebuje nič, vam garantiram, ampak še najmanj pa rabi strupe, ki bi jih vi dobili, če bi se odpravili do doktorja, ki bi rekel, ksilofilicibilibin, 320 mg, 3-krat dnevno, to oranžno tableto in pol ne smete voziti. Stari, to je zihar neka vitaminska bomba, narejena iz sivka, šetraja, bazilike in žajbla. Ja, kemija di kemija, droga di droga. Droga se ne id. Mislim, droga je tudi čips, so tudi soli. Sol kot taka ni droga, sol načeloma mi potrebujemo. Neslana hrana ni za nas, vendar z občutkom, ne. Droge kot take iz farmacije pa niso za nas, tako da, daj, da se vrnem nazaj na te simptome. Prebavne motnje, torej driske, pogosto uriniranje in izločanje blata je običajna stvar. Če boste bruhali, ni tudi nič neobičajnega. Izcedek iz nosa, ta je recimo pri meni še zdaj ostal še najbolj prisoten, ker že vse ostalo nekako okej. Dost berem bolečine v sklepih, glavoboli, srčne bolečine, stiske v trebuhu, kjer v bistvu bi vam rad instinkt nekaj povedal, pa ga prezirate, pa vas pa boli. Kaj ne naredim? Ja, spust! Ne attachmentov imeti, vsem tam sem že govoril. Ful stvari se ponavljam, ampak čisto vsem se pa ne morem vsakeč ponoviti. Skor 100 videov je, vsi so pomembni. Zdaj, eni so, če so narejeni nazaj v času, še ne pomeni, da nimajo sporočila pomembnega, ker tudi Charlie Chaplin, veste, kdaj je obstajal, pa je imel isto pomembna sporočila, tako da ne zanemarjati. Vsebina, ki je nazaj, je glih tako, je vredna, enako močna, mislim, govorim o svojih videih nazaj v zgodovini. V zgodovini 4 mesece sem že tukaj, hudo noro. Pejmo nazaj na simptome. Bolečine v sklepih, stare fizične rane in stare čustvene rane. Pa se jaz samo o simptomih že govoril? Alright. Naročnikoma, se ne vem. Vsega tega jaz toliko raztumbam, da... Ja, vsi ti simptomi, ki se vam dogajajo nenavadni, jaz, da ne bo zdaj kdo rekel, Turšič je rekel, ne id k doktorju, pa je vse narobe. Zdaj ne vem, če vi ste 40 let k doktorju hodili vsake 14 dni, ne morete zdaj najverjetneje kar odrezati, predvidevam. Tudi zdravilstvo ni tako, da bi rekel vse na splošno, ampak je treba 1 na 1 se pogovarjati, komu, kaj, kdaj lahko vse kaj odvzema, počasi stran od sistema. Sicer pa, počitek, veliko vode, sonce. Kaj je rekel Feri Lainšček? A je bil Feri Lainšček? Na svetu si zato, da ti si sonce. Ne, ni bil Feri, drug je bil, kaj je že bil? Memory, saj boste vi vse pogruntali. Mi smo sonce. Stik s soncem, Turšič, prej si rekel, da smo zemlja, zdaj si rekel, da smo pa sonce. Odločite nekaj. Ja. Z zemljo smo narejeni fizično, dušno smo pa svetloba.
dušno energetsko, noter smo energija, dosti podobna, ki jo daje sonce, ampak to ni tako, kot nam je Kabala razložila, da če je tam stran 1 milijon stopinj vroče, pa pol tu na nas zeva. Nekako druga oblika energije prihaja do nas, ne vem kakšna. Ampak nekako smatram, da če bi dal rožo zraven ognja, bi bila na toplem, pa svetlobo bi dobila od ognja, pa če bi to delal brez sončne svetlobe, ta roža ne bi preživela, se strinjamo. No, to kot tam, da sonce je en tak ogenj, pa še v vakuumu je, pa še gori, brez kisika. Dajte malo razmišljati svojo glavo. Ne dela, ne more v vesolju nekaj gort, če pa ni kisika, ali kaj, mislim. Vzemi ognju kisik, pa boš videl, kaj ostane. Nič, ni ogenjka. Tretja stvar, ki jo morate obvezno, četrta, se pravi, počitek, voda, sonce, bosa noga. Dajte to vzeti za zares, dajte se sezuti, jaz verjamem, da z prve boli, pa iz druge tudi, pa iz 30 tudi, pol pa če dalje manj. Čeprav zdaj bo poletjah malo konc, ampak to še ne pomeni, da bo zdaj pa dati štumfe gor, pa nič več bo shoditi. Še vedno. V bistvu ljudje niso imeli te, industrije obutve v zgodovini na tak način, da so bili diskonektani od sebe. Močno so bili povezani z energijami, ki prihajajo od odzgoraj, ali od kje zdaj prihaja to? Smo zdaj pod kupolo, ali smo na kugli, ali smo na ravni plošči, ali smo na trikotniku. Joj, kaj vse se bomo mi nagruntali. Okej. Dajmo počasi končati, 36 minut pa kar piči. Jaz bi se rad zahvalil ful vsem, ful lepe komentarje mi dodevate. September je pred vrati, konc poletja, kao. Kaj sem kar nekaj hotel reči. Hvala vam ful za vse, ful lepe misli ob selitvi in tako. Čakaj, kaj sem hotel reči? Ja, sem šel, v naravo sem šel. Ja, a sem imel jajca za to? Ja, sem pa jih, pa sem se odlepil od sistema. Sem se, mislim, kolikor se pač da. Mislim, da gremo štacuno, tudi jaz tu hofrčka po gajbo plastično, da imam jaz tlele, da vidim, kako so stvari, da me ne bi kakšna žužka not prelezla. Ker tle so in žužki takšni in drugačni. Mislim, pa saj smo del narave. Pa me piči osa, pa me piči komar, pa kaj? So what, ampak to so te nizko vibrirajoče živali. Škorpionček me še ni pičil, pa sem jih kar enkrat srečal, kar nekaj, no. Oni imajo svoje delo, oni žrejo tam svoje stvari, oni ne žrejo ljudi, halo. Sam pesjani žrejo ljudi. En hud pesjan je živel, se putral je z ljudmi, Pesjan, vrag, kako že uči nas tale štorija, da kjer sta vraga dva, da zmaga zmeraj tisti, ki ima več pesjanskega. Zapomnite si, živimo v pesjanskem svetu, in ta pesjanarija ima, da gre stran. Pasjeglavci so sodražci, pasjeglavski dnevi. Malo dajte povezovati stvari, v Cerknici imamo karneval, kjer je norost doma, super, mi smo kao nori, zame so se te stvari končale počas, 5 let sem se poslavljal od mojega pusta in ko sem pustil, sem se lahko šele odlepil in pristal v stran, pa sej sem pa celih 50 minut stran od dom, od tam, kjer sem se rodil, od te tradicije in tako. Ne bodi kot drugi. Poznate to pesem? Odpeljimo v goro, kjer škrati živijo. Svet pravljic je to, jaz sem vam razlagal. Živimo v svetu pravljic, čudeži se dogajajo. Če odprete duha proti temu, če verjamete. Če pa ne verjamete, če bi radi videli škrate, pa boste pa verjeli, da so škrati, pa srečno Kekac, Kekac je verjel, srečno kamorkoli že potujete k svojim, bom rekel, delodajalcem, sistemskim naročnikom, kaj morate narediti. Narediti morate tisto, kar vam notranji glas govori. In če vam glas govori, pojdi v gore. Če vam notranji glas govori, rada bi plesala, pleši. Če vam notranji glas pravi, rada bi mrmrala, naredi. Bodite lepo.
uživajte. Ljubljeni ste, res ste, od bratov in sester na dušnem nivoju. Še bomo mi naredili cesto bratstva in jedinstva in bomo naredili nazaj tiste stezice, ki so včasih bile. A je prav? Držite se, zmagujte. Ljubljeni ste, pa ljubite sami sebe tudi. Ne se futrati s svinjarijami, prav? Se vidimo, hvala. Čau.